Lepo pozdravljeni pri naši oddaji Aktualni dogodki. Marijino vnebovzetje je katoliški praznik, ki ga obhajamo 15. avgusta. Praznuje dogmo, da je Devica Marija, mati Jezusa Kristusa, ob koncu svojega zemeljskega življenja telesno in duhovno vnebovzeta. Ta dogma poudarja Marijino posebno vlogo v Božjem načrtu odrešenja in njeno popolno združitev z Bogom. Praznik je med najpomembnejšimi v katoliški cerkvi in je tudi državni praznik v nekaterih državah. Na Teološki fakulteti je priložnost za poglobljeno premišljevanje o Marijinem poslanstvu in njenem vzoru vere. Zato smo danes k nam povabili izredno profesorico Alenko Arko, ki nam bo predstavila praznik Marijinega vnebovzetja. Gospa profesor, hvala, da ste z nami in lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Gospa profesor, kdaj in zakaj je bilo Marijino vnebovzetje razglašeno kot verska dogma v katoliški cerkvi? Praznik Marijinega vnebovzetja je bil razglašen kot verska dogma 1. novembra leta 1950 in to je zadnja dogma, ki je bila slovesno razglašena v katoliški cerkvi. Razglasil je papež Pij XII z bulo Munificentissimis Deus. In je pa res tudi to, da se je na tak način sklenil en zelo dolg proces, ker se je praznik začel že zelo zgodaj praznovati. Pa tudi že vsaj 100 let prej so bili zelo glasni pozivi s strani ljudi, to se pravi vernikov, da bi bila ta dogma razglašena. Konkretno leta 1863 je španska kraljica Elizabeta Španska prosila Antonija Marija Clareta, da bi posredoval pri papežu, da bi bila ta dogma razglašena kot verska resnica, vendar takratni papež Pij IX kot tudi njegovi nasledniki na nek način niso bili naklonjeni razglasitvi te dogme, ker so menili, da obstajajo še nekatere teološke nejasnosti, ki preprečujejo razglasitev. In samo po sebi tudi še pred samo razglasitvijo se je razvnela kar taka živahna razprava med posameznimi teologi, ker to se pravi glavni argument, zakaj teologi niso šli oziroma niso bili naklonjeni tej razglasitvi, je bilo predvsem to, da ta dogma nima neposredno nobene biblične podlage. To se pravi, mi nimamo nobenega odlomka v Svetem pismu, ki govori o Marijinem vnebovzetju. Vendar vsekakor je verjetno situacija po drugi svetovni vojni bila nekako naklonjena, da se razglasi ta dogma. Recimo, če pogledamo statistiko, dogma je bila razglašena 5 let po koncu druge svetovne vojne. Če pogledamo statistiko, se govori o 60 milijonih mrtvih. 35 milijonov je bilo ranjenih, 5 milijonov je bilo ljudi, za katere se ni vedelo, kakšen konec, potem vse razrušenje, 2 atomski bombi leta 1945. Tako da v tem kontekstu je bila ta dogma na nek način en znak enega upanja, bila je razglašena tudi v času svetega leta. Takrat smo praznovali, obhajali sveto leto, kot ga letos obhajamo, in je bila torej en znak upanja in tudi en znak tega, da je življenje močnejše kot smrt. Zato verjetno je bil en znak časa, da je napočil trenutek, da je bila ta dogma lahko razglašena. Kako se pa razlikujejo razlage Marijinega vnebovzetja med katoliško cerkvijo, protestantskimi in pravoslavnimi skupnostmi?
Torej, razlika med katoliško cerkvijo in med pravoslavno cerkvijo je samo v tem, da pravoslavna cerkev ni razglasila Marijinega vnebovzetja kot dogmo. Se pravi, oni praznujejo ta praznik, ga praznujejo večinoma 15. avgusta kot katoliki, čeprav seveda oni imajo lahko drugačne koledarje in se to recimo nekoliko zamakne, recimo tako kot božič, tako kot velika noč. Medtem ko protestantske skupnosti pa načeloma ne praznujejo Marijinega vnebovzetja in tudi ne priznavajo tega kot versko resnico. Njihov glavni argument za to pa je to, kar sem že rekla, da pravijo, da ni nekega bibličnega temelja za to, da bi lahko govorili o Marijinem vnebovzetju. Seveda so pa razlike tudi med protestanti in tudi recimo glede tega, kako oni gledajo na Marijo, in so recimo tudi v 20. stoletju bili veliki teologi protestantski, ki so zelo velik poudarek dajali Mariji. Recimo eden od takih je bil eden verjetno največjih, Karl Barth. To se pravi, razlika med katoliki in pravoslavnimi, recimo, jo vidimo tudi v samem poimenovanju praznika in pa tudi v ikonografiji, ne. Recimo na krščanskem vzhodu ponavadi Marijo upodabljajo na, lahko bi rekli, smrtnem odru, a ne. Oni govorijo o zaspanju Marije, recimo po latinsko dormitio. In to se pravi, oni so razlagali velikokrat, ne, tako da Marija je globoko zaspala in potem je bila vzeta z dušo in telesom v nebesno slavo. Medtem ko na zahodu, ne, tudi poznamo recimo upodobitve Marije, ko se vzpenja v nebesa, a ne, je pa bolj poudarjen ta, tudi rečemo, assumptione, pomeni vzetje, a ne, Marije v nebeško slavo, ampak smisel praznika je pa enak. Katera pričevanja pa omenjajo Marijino vnebovzetje in kako so vplivali na oblikovanje praznika? Torej, verjetno so najstarejša pričevanja, ki govorijo o tej verski resnici, ki so jih pa vedno tako, a ne, zelo previdno krščanski avtorji jemali, so bili apokrifi. In najstarejši je apokrifni cikel, ki se imenuje Marijino vnebovzetje in je bil napisan nekje med 2. in 4. stoletjem, verjetno v Jeruzalemu, in so ga uporabljali prav za obhajanje spomina, se pravi Marijine smrti oziroma konca njene zemeljske poti. Zanimivo je to, da so leta 1972 na kraju, kjer tradicionalno, a ne, rečemo, da je Marijin grob, to je blizu, torej tik ob Getsemaniju, v arheoloških izkopavanjih našli ostanke ene stare cerkve iz tistega časa, kjer so našli 3 prostore, a ne, in ti 3 prostori nekako ustrezajo temu apokrifu oziroma 3 stadijem, 3 trenutkom, o katerih govori apokrif v zvezi z Marijino smrtjo. To pravi, najprej se govori o tem, da je Marija umrla, da je bila njena duša izročena arhangeloma Mihaelu in Gabrielu, potem, da so jo položili v grob, kjer se je duša njena združila s telesom in potem je bila vzeta v nebo. Nekako vzporedno s temi besedili imamo tudi besedilo, ki je naslovljeno Transitus Marije. To besedilo je iz Rima, to se pravi, gre za zahodno tradicijo.
Potem pa recimo prvi govori se sprašuje na nek način teološko o tem vprašanju Epifani, ki je bil škof na Cipru v Salamini, in on pravi, da so kot na nek način tri možnosti, a ne, kako je Marija zaključila svojo zemeljsko pot. Pravi, ali je bila vzeta z dušo in telesom v nebo in ni umrla, ali je umrla mučeniške smrti, ali pa je umrla naravne smrti. Vendar Epifani zelo modro reče, jaz ne želim, a ne, na nek način spekulirati, kaj se je dejansko zgodilo. Vidimo pa, da se recimo po Efeškem koncilu leta 431, ko je bila posredno z recimo enim razmišljanjem o kristološki dogmi, razglašena dogma o tem, da je Marija Božja mati, pojavi praznik Theotokos in to se pravi kmalu po tem dogodku, po tem tretjem ekumenskem koncilu, v Jeruzalemu začnejo 15. avgusta praznovati praznik Theotokos in ker mi vemo, ne, da v krščanstvu vedno praznujemo smrt posameznega svetnika oziroma osebe, ki jo pojmujemo kot rojstvo za nebesa, ne, je to postal najpomembnejši Marijin praznik. In kasneje je postal praznik Marijinega vnebovzetja. Teološko so o tem razpravljali potem recimo bizantinski avtorji v svojih pridigah, recimo v 8. 9. stoletju. Tak je bil recimo Andrej iz Krete ali pa recimo Herman iz Jeruzalema ali pa Janez Damaščan je znan in oni so utemeljevali to dejstvo, da je bila Marija vzeta s telesom in dušo v nebeško slavo, s tem, da ni moglo biti drugače, a ne? Da ker je bila Marija Božja mati, je bila tako tesno združena s svojim sinom, da dejansko ni mogoče razmišljati o tem, da bi se karkoli drugega zgodilo. Na Zahodu pa je bila ta refleksija veliko bolj šibka. Spet v 9. stoletju se pojavi ena diskusija med tako imenovanim psevdohieronimom in psevdoavguštinom, in sicer glede tega, ali je bila Marija z dušo in telesom vzeta v nebeško slavo ali ne. Psevdohieronim je trdil, da ja, medtem ko psevdoavguštin je mislil, da gre samo za, to se pravi, da je šlo samo za to, da je Marijina duša združena z Bogom, in ni prišlo do enega zaključka, a ne, glede tega, zato tudi recimo eni taki veliki avtorji, recimo sveti Bernard, ki je bil velik častilec Marije, o tem vprašanju ni govoril, visoka scholastika o tem ni govorila. In dejansko se šele v 20. stoletju spet odpre ta teološka diskusija tik pred razglasitvijo dogme, kot sem že rekla. Zdaj pa še zadnje vprašanje, ko ste ravno prej omenili povezavo med Kristusom in njegovo mati. Kako se pa teološki pomen Marijinega vnebovzetja povezuje s Kristusovim stajenjem in eshatologijo? Seveda vedno se je povezovalo, ne, z Kristusovim vstajenjem. Tudi zakaj? Mi rečemo, ne, da skrivnost Marijinega vnebovzetja je ne moremo opredeliti kot zgodovinski dogodek. Tako kot ne moremo opredeliti kot zgodovinski dogodek Kristusovega vstajenja. Zakaj? Zato, ker da lahko mi nek dogodek opredelimo kot zgodovinski v skladu z merili zgodovinopisja, a ne, moramo vedeti, kdaj se je nekaj zgodilo, kje se je zgodilo, kako se je zgodilo.
Zato rečemo, da tako Kristusovo vstajenje kot Marijino vnebovzetje sta metazgodovinska dogodka. Očitno je jasno, da sta se zgodila v zgodovini, a ne, tukaj ni nobenega dvoma, ampak recimo je zelo pomembna ta povezava Marijinega vnebovzetja z Kristusovim vstajenjem, ker če za Kristusa, a ne, za Kristusovo vstajenje vsekakor imamo neke, rečemo, dokaze, a ne, in to je vedno, ne, v tradiciji se govori kot prazen grob, to, da so ostalega videli, ne, ta pasivni aorist glagola videti, ki se uporablja ofte, ne, se pravi, da se je Jezus javljal učencem. Ko govorimo o Marijinem vnebovzetju, nimamo nobenih takih dokazov. To se pravi, edino dogmatični temelj je to, da Marijino življenje je bilo tako povezano s Kristusovim življenjem, da, to se pravi, ne moremo razmišljati o tem, in tako je tudi krščansko izročilo mislilo o drugačnem koncu Marije, čeprav, ne, je pa zanimivo, da ko je Pij XII. Opredelil dogmo, ne, on ne govori ne o Marijini smrti, ne o Marijinem vstajenju, a ne, ampak reče, ne, opredelitev je, po koncu zemeljske poti je bila Božja mati z dušo in telesom vzeta v nebeško slavo. To je recimo zelo širok pojem, a ne, in nikjer se ne govori o vstajenju, Marijinem vstajenju. Obstaja celo dokument Kongregacije za nauko vere iz leta 1979, ki izrecno govori o tem, da ne moramo govoriti o Marijinem vstajenju, ker se pravi z dogmatične točke, z dogmatičnega vidika mi rečemo, a ne, da Kristus je prvi, ki je vstal, vsi ostali pa bomo vstali poslednji dan. Se pravi, ampak gre vsekakor za neko posebno mesto Marije v zgodovini odrešenja, in recimo v dogmatiki vedno znova se poudarja, ne, da dogma Marijinega vnebovzetja je tesno povezana z dogmo o Marijinem brezmadežnem spočetju. Če pri Marijinem, to se pravi, ko je bila Marija brezmadežno spočeta, je bila obvarovana duhovne smrti, a ne, dogma o Marijinem vnebovzetju govori o tem, da je bila obvarovana dejansko razpadljivosti, a ne. In v tem smislu ima en velik, bi rekla, eshatološki naboj ta dogma, zato ker dejansko nas spominja na to, kaj je tudi, ne, konec zemeljske poti slehernega od nas. Gospa profesor, jaz se vam lepo zahvaljujem, da ste bili danes z nami in da ste nam poglobljeno razložili Marijino vnebovzetje. Marijino vnebovzetje nas vabi k zaupanju v Božjo obljubo življenja in nas spodbuja, da na Marijin zgled gledamo kot na upanje za svojo pot vere. Hvala, da ste bili danes z nami in se vidimo prihodnjič.